3, 2, go. Vrhovnemu poveljniku obrambnih sil, predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju bo poročilo predal načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman. Poveljujoči postroju enot Slovenske vojske je namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, brigadir David Humar. Enote, mirno! Častni pozdrav, nade, znov! Spoštovani pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, veteranke in veterani, spoštovani gostje, prijazno dobrodošli na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske, ki ga letos zaznamujemo med Pomurci in Prekmurci tukaj na letališču Rakičano. Prisrčen pozdrav tudi gledalkam in gledalcem, ki slovesnost spremljate po televiziji. Za prihod bojnih zastav Slovenske vojske. Enote, mirno! Enota, Častni, pozdrav! mirno! Boj korakov, naprej! Na prireditveni prostor že prihajajo zastavonoše z bojnimi zastavami enot in poveljstev Slovenske vojske. Te simbolno predstavljajo ustroj sedanje Slovenske vojske. Na čelu postroja je zastava Slovenske vojske, sledi zastava generalštaba. Za njima so zastavonoše zastav vojaškega šolstva, oblikovanega v Center vojaških šol. V nadaljevanju so bojne zastave enot. Bojna zastava enote za podporo pri generalštabu Slovenske vojske. Prva brigada, poveljstvo brigade deluje v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani. Brigado sestavljajo 10. pehotni polk v Ljubljani, 132. pehotni polk v Bohinjski Beli
teritorijalni polk v Ajševici in čete iz Rodovskega bataljona. 72. brigada. Poveljstvo brigade deluje v vojašnici generala Majstra v Mariboru. V strukturi brigade so 20. pehotni polk v Celju, 74. pehotni polk v Mariboru, teritorijalni polk v Novem mestu in čete iz Rodovskega bataljona. Logistična brigada. Poveljstvo logistične brigade deluje v vojašnici Petra Petriča v Kranju. Logistično brigado sestavljajo 157. logistični polk v Ljubljani, 670. logistični polk v Slovenski Bistrici in vojaška zdravstvena enota s poveljstvom v Ljubljani. 15. polk vojaškega letalstva. Poveljstvo 15. polka vojaškega letalstva deluje v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. V strukturi polka so 151. helikopterska eskadrija, 152. letalska eskadrija, 153. letalsko-tehnična eskadrija, letalska šola, 107. letalska baza, vse naštete enote so razporejene v Cerkljah ob Krki in 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, ki je na Brniku. Ter enota za specialno delovanje iz Škrilja in 430. monarhiški divizion iz Ankarana. V strukturi brigad in polka so še enote vojašnic. Ob odru so tudi bojne zastave veteranskih organizacij in vojnih poveljstev 1991, ki simbolizirajo nastajanje Slovenske vojske skozi različna obdobja. Praporščakom bojnih zastav poveljuje praporščak Andrej Jurjevič. Na mestu odmor! Na mestu prosto! Pripadniki garde Slovenske vojske bodo slovesnost obliku Slovenske vojske zaznamovali s topovskimi salvami. Iz 6 protokolarnih topov bodo izstrelili 3 topovske salve. Baterij topov poveljuje vodnik Marko Šavc. Za baterijo bo počastitev dneva Slovenske vojske 3 platune polni! Zor, platoon, Tako kot so leta 1991 v takratna učna centra Pekre pri Mariboru in Ig pri Ljubljani razigrano in ponosno vstopili prvi slovenski naborniki in ob prihodu pozdravili slovensko zastavo, bodo na današnji slovesnosti mladi fantje iz vasi Gančani, ki so dopolnili 18 let in so se prejšnji petek vpisali v vojaško evidenco v spremstvu 3 pripadnikov stalne sestave, predali slovensko zastavo pripadnikom garde Slovenske vojske. V Beltincih se na prav poseben način še vedno ohranja nekdanja tradicija prihoda na nabor za vojaško službo in seznanitev vojaških obveznikov iz prekmurskih občin Beltinci, Turnišče, Velika Polana, Črenšovci in Odranci. Tradicija določa, da se praznično oblečeni fantje na prireditev pripeljejo na okrašenih traktorskih prikolicah ob spremstvu vaških deklet in zvokih harmonik. In ta domoljubna prireditev je prerasla tudi v pomembno turistično znamenitost območja. Na današnji slovesnosti zastavo na prizorišče prinašajo letošnji letniki D7 iz vasi Gančani. S tem dejanjem izražajo čast in domoljubje domovini Sloveniji ter tako pomenijo vez med Slovensko vojsko in mladimi kandidati za zaposlitev v vrstah Slovenske vojske.
Enote, mirno! Časnik bo zdrav! Maj je že tradicionalno velja za mesec Slovenske vojske. Ko so se pred 24 leti začeli vojaško kaliti prvi naborniki, ki so vojaški rok služili na domačih tleh. 23. maja 1991 so se v Mariboru zgodili tudi tako imenovani pekarski dogodki, v katere so bili vključeni tudi mnogi danes prisotni veterani vojne za Slovenijo. Pozdravljamo na govoru vabim gostitelja današnje slovesnosti, načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja dr. Andreja Ostermana. Spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič in ostali visoki gostje ter drugi obiskovalci, lepo pozdravljeni. Vojaški pozdrav pa namenjam vam, pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, tu v postroju in vsem, ki ste na dolžnostih doma in izven domovine, saj danes praznujemo naš skupni praznik, Dan Slovenske vojske. Vojska je močna toliko, kot je opremljen, usposobljen in motiviran vsak njen posameznik. Še posebno v danih razmerah, ko so rezultati dela Slovenske vojske odvisni predvsem od nas, našega znanja, naših prizadevanj in naše predanosti. Pripadnice in pripadniki predano, hrabro in tovariško sledite ciljem, zato navkljub oteženim finančnim okoliščinam uspeva dosegati zastavljene cilje. V tem obdobju smo organizatorji in soustvarjalci mnogih mednarodnih vaj, oblikovali in certificirali smo lahko bataljonsko bojno skupino, vzpostavili NATO center odličnosti za gorsko bojevanje ter ustvarili pogoje za ustanovitev regionalne šole za usmerjevalce Združenega ognja. Uspešno pomagamo pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč doma in v tujini pri vzdrževanju miru na mednarodnih operacijah in misijah, ter smo enakopraven in prepoznaven partner v zavezništvu NATO. Izvedli smo sanacijo minsko-eksplozivnih sredstev v KIK Kamnik in pred kratkim tudi prvič uspešno opravili prevoz srca v okviru Slovenija Transplanta. Letos obeležujemo tudi 25. obletnico ustanovitve manevrske strukture narodne zaščite in sprejema ustavnih amandmajev, s katerimi je Republika Slovenija prevzela urejanje teritorialne obrambe. Ta dejanja so omogočila, da smo lahko v času priprav in kasneje v času vojne za Slovenijo ustvarili učinkovit obrambni sistem, ki sta ga tvorila teritorialna obramba in milica, podpirale pa tudi ostali državni organi in slovenski narod. Ob tej priložnosti čestitam tudi vam, veterankam in veteranom vojne za Slovenijo, ki ste aktivno sodelovali pri obranitvi samostojne in neodvisne Republike Slovenije in danes praznujete z nami vaš praznik, ki je 17. maj. Ocenjujem, da uspešno nadaljujemo zgodbo Slovenske vojske, ki se je začela pisati pred skoraj četrt stoletja. V tem času smo prehodili dolgo pot, premostili mnoge izzive in se postavili v bok sodobnim vojskam, kar nam priznavajo tudi mnogi vojaki in drugi vojaški predstavniki.
Prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje. Zato bomo še naprej ustvarjali našo sposobnost na vajah doma in v tujini, saj so te najbolj optimalna možnost za doseganje usposobljenosti, pomagali pri vzdrževanju miru po svetu in v okviru finančnih zmožnosti razvijali vojaške zmogljivosti. Čaka nas nov izziv, to je hitrejša odzivnost sil članic zavezništva, kamor prispeva svoj del tudi Slovenska vojska. Ponosen sem na vas, spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Ponosen na to, da se zavedamo, da moramo pozornost usmeriti na vsakega posameznega pripadnika, na timsko delo, na spodbujanje samostojnosti in ustvarjalnosti ter spoštovanje dostojanstva. Ponosen, da nas domoljubje in občutek za ljudi ženeta, ko pomoč potrebujejo naši sodržavljani. Zato se bo še naprej prizadeval za čim boljše okolje in pogoje, v katerih delujemo. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, zasluženo lahko dostojanstveno in častno praznujemo naš praznik, saj je naše delo, ki ga predavno upravljamo, usmerjeno v boljše in varnejše okolje doma in na svetu. Iskrene čestitke vsem vam, ki ste danes tukaj v postroju, vsem, ki ste na nalogah obrambe izven Slovenije in našim pripadnikom rezervne sestave. Hvala. Hvala načelniku generalštaba Slovenske vojske. Danes je z nami mojster prekmurske šole cimbal, najbolj romantičnega inštrumenta na obeh bregovih reke Mure. Zvok njegovih cimbal lahko občudujete na albumih etno, rock in narodno-zabavnih skupin. Večkrat je zagodel tudi z Vladom Krestinom in prav z njegovo rožo nas bodo zdaj obdarile njegove cimbale, namesto koga Roža cveti in Dani Kolarič.
letih si je Slovenska vojska utrjevala pot uspeha v domačem in mednarodnem okolju. Ta pot je bila polna izzivov, ki so imeli veliko neznank. Ko govorimo o prihodnosti Slovenske vojske, se sprašujemo, kakšna prihodnost se obeta. Ministrica za obrambo Republike Slovenije, gospa Andreja Katič, izvolite. Spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, nekdanji predsednik Republike Slovenije, kolega minister, poslanke in poslanci, predstavniki diplomatskega zbora, župani slovenskih občin, načelnik generalštaba Slovenske vojske, veterani vojne za Slovenijo, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ostali gostje. V veliko čast mi je, spoštovani pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, da se vam lahko danes, 2 dni potem, ko mi je bila zaupana funkcija ministrice za obrambo Republike Slovenije, predstavim in vas nagovorim o vašem prazniku. Najprej bi vam rada izrazila priznanje in hvaležnost za vaše odgovorno in predano delo, za dobrobit Republike Slovenije ter njenih državljank in državljanov. Hkrati želim ob današnji slavnostni priložnosti tudi vrisati cilje, za katere si bom na tem odgovornem položaju prizadevala, da jih dosežemo. Zavedam se pomembnosti obrambnega položaja in teže nalog, ki so pred nami, predvsem pa dejstva, da je Slovenska vojska kot največji del resorja sestavljena iz profesionalnih in prizadevnih pripadnic ter pripadnikov. Ste ljudje, ki vse razsežnosti svojega vojaškega poklica razumete z odgovornostjo in ga ves čas živite kot poslanstvo. Iz spoštovanja do vas in do prispevka, ki ga dajete v obrambne sile Republike Slovenije, ter zato, ker je Slovenski vojski treba zagotoviti stabilnost in možnosti za uspešno upravljanje njenih nalog, vidim kot eno prvih usmeritev iskanje čim bolj ustreznih rešitev za kadrovske izzive. Prav ob dnevu Slovenske vojske smo lahko in moramo biti še posebno ponosni na Republiko Slovenijo ter na to, da je naša država varna država. V svojem mandatu si bom prizadevala, da raven te varnosti obdržimo in da podvignemo poslabšano obrambno pripravljenost ter da ohranimo stabilnost sil Slovenske vojske. Enote Slovenske vojske morajo biti popolnjene ter ustrezno opremljene in usposobljene enote, za kar je treba zagotavljati zadostne vire, tako kadrovske kot materialne in finančne. Skladno z mednarodnimi zavezami, ki smo jih dali, moramo prispevati k skupni obrambi. V prvi vrsti pa je Slovenska vojska branik suverenosti in samostojnosti naše domovine, Republike Slovenije. To je skupaj s slovensko policijo dokazala že v osamosvojitveni vojni, ko je izbojevala svojo prvo ognjeno preizkušnjo. Na logistično pripravo, ki je bila ena izmed najpomembnejših dejavnikov pri zmagovitem zavarovanju politične odločitve o samostojnosti Slovenije, je odločilno vplival projekt manevrske strukture narodne zaščite, ki je nastal leta 1990 kot posledica zavrnitve ukaza Jugoslovanske ljudske armade po razorožitvi teritorialne obrambe. To je dragocena dediščina Slovenske vojske, zato bi rada izrazila priznanje ter hvaležnost vsem pripadnikom manevrske strukture narodne zaščite ter veteranom vojne za Slovenijo. Veseli me, da vas je danes veliko tu z nami. Slovenci smo v svoji zgodovini dokazali, da smo vojaški narod in sicer že včasih, ko so se naši predniki bojevali v drugih vojskah. Prelomnici, ko smo se v vojaškem boju končno borili za svoje interese in ki sta poleg osamosvojitvene vojne 2 izmed 3 zgodovinskih temeljev Slovenske vojske, sta boj generala Maistra in njegovih borcev za slovensko severno mejo ter slovenski narodno-osvobodilni partizanski boj v drugi svetovni vojni. Slednji nas je v sodelovanju z zavezniki, z zmago nad fašizmom in nacizmom popeljal v svobodo, s čimer je narejen tudi pomemben korak k poznejšemu oblikovanju samostojne in suverene državnosti.
Ti trije pomembni, prelomni vojaško-zgodovinski dogodki nas utrjujejo v naši narodni samozavesti. Govorijo nam o tem, da smo se Slovenci na bojnem polju borili za svoje interese, za ohranitev svoje narodne identitete, za svobodo in suverenost, torej za preživetje in prihodnost svojega naroda. Tudi današnja Slovenska vojska je blizu ljudem. To med drugim dokazuje vaš visoki ugled, ki ga uživate med državljankami in državljani Republike Slovenije. V okviru svojih pristojnosti si bom prizadevala za to, da bo zaupanje ljudi tako visoko tudi ostalo. Z zavedanjem, da danes našo varnost precej ogrožajo naravne in druge nesreče, bom podpirala dejavno vključevanje Slovenske vojske v naloge zaščite, reševanja ter pomoči prebivalstvu ob takih nesrečah. Priložnost, ko lahko državljanke in državljani še posebej začutijo, da je Slovenska vojska nepogrešljiv del naše družbe in da živi z njimi, so tudi tradicionalni dnevi odprtih vrat vojašnic Slovenske vojske, zato tudi sama iskreno vabim k obisku. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, čestitam vam ob dnevu Slovenske vojske. Zahvaljujem se vam za vašo profesionalnost in predanost, ki jo kažete pri služenju domovini. Vse dobro želim še posebej tudi vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki opravljate naloge v mednarodnih operacijah in na misijah. Ob bližnjem dnevu veteranov iskreno čestitam vsem veteranom vojne za Slovenijo ter pripadnikom manevrske strukture narodne zaščite o 25. obletnici tega pomembnega državotvornega projekta. Nad nas so se zgrnili temni oblaki, pa naj to ne vpliva na vzdušje, na ponos ob tako pomembnem dogodku. Vsem vam, pa tudi vsem državljankam in državljanom želim, da čim lepše preživite današnji praznik. Naj živi Slovenska vojska! Hvala lepa ministrici za obrambo Republike Slovenije, Andreji Katič. Mateja Ivanov Mojra je svojo glasbeno pot začela pred 30 leti. Sodeluje v več zasedbah različnih glasbenih zvrsti, od džeza, Dixilanda in ljudske glasbe. Da je glasbeni talent še kako prisoten v družini, dokazuje tudi sin Urh Zver, ki tudi že stopa na samostojno glasbeno pot. Pesem Myra, ki jo bomo slišali v nadaljevanju in je nastala izpod peresa Mojrinega očeta, pa je prav tako že zimzelena uspešnica. Mojra in Urh ob spremljavi cimbalista Danija Kovačiča. Sončno jutro, ptiče petje, lokšno biči na hišno cvetje, na nebavi srno se pasi. Vončiri zraple vegle, pravi čave glica vejna, na livadi suncu se igra.
vitele kaj myra, katele kaj štosa myra, in bogovje sušno vklanete. Zajčarom bi narava, bisnom zašumeli lejsi, one milo planto bi ne bo. Žalost bi srci ovila, spuza bi z oči namila, ti pa z Bogom mirski raj. Myra, połuszczim tiše tisoč srečnih lej. Myra, srečno počeliti širi svet. Myra, divja ne pozabi mladih let. Myra, moj si mira svet. Hvala našim glasbenim gostom, hvala lepa. Delovanje Slovenske vojske budno spremljajo državljanke in državljani, ki so ji vsa leta namenjali zavidljivo visoko stopnjo zaupanja. Še posebej pa je bilo pomembno zaupanje, ki ga je izražal vrhovni poveljnik obrambnih sil. To zaupanje je prinašalo veliko odgovornosti in vprašanj o tem, kako ga ohraniti ali celo povečati. Spoštovani mikrofon predajamo današnjemu slavnostnemu govorniku, predsedniku Republike Slovenije in vrhovnemu poveljniku njenih obrambnih sil, gospodu Borutu Pahorju. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Za koga? Za Slovenijo! Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovani veterani vojne za Slovenijo, prvi predsednik Republike Slovenije in ostali visoki gostje, gospe in gospodje. Slovenija je ena najbolj varnih držav na svetu. Tako naj tudi ostane. Najprej in predvsem nosimo za to odgovornost predstavniki politične oblasti. Kot predsednik in vaš vrhovni poveljnik se popolnoma zavedam te odgovornosti. Zato poudarjam čvrsto privrženost naše države k mirnemu reševanju sporov in krepitvi mednarodnega miru in varnosti. Slovenija je miroljubna država, njena politika pa je politika miru in prijateljstva. Slovenija si je v skoraj četrt stoletja njene samostojnosti ustvarila v svetu med narodi in državami veliko iskrenih prijateljev. Ima ugled države, ki si prizadeva za strpnost, sožitje in razumevanje v mednarodni skupnosti, ne glede na različne politične, verske in druge razlike. Ni nobenega razloga, da bi nas katerikoli narod, država, verska skupnost ali kdorkoli drug na svetu videl kot nasprotnika. In tudi to ne tako ostane. Slovenija je predana spletanju prijateljskih vezi, medsebojnemu spoštovanju, razumevanju in vsestranskemu mednarodnemu sodelovanju.
Slovenija je članica Evropske unije in Zveze NATO. To je tudi za določanje naše zunanje in varnostne politike odločilnega pomena. To ne pomeni, da nam kdo vsiljuje naše ravnanje. To pomeni, da mi, skupaj z ostalimi zavezniki, določamo tako politiko, ki je v našem skupnem strateškem interesu, torej tudi slovenskem. Koliko bomo aktivni pri nastajanju, oblikovanju skupne zunanje varnostne politike, pa je zlasti in najprej odvisno od nas samih. Izgovarjanje na majhnost je nezrelo. Imamo izkušnje, tradicijo, znanje in sposobnost, da za zavezniki sooblikujemo takšno politiko miroljubnega urejanja svetovnih odnosov, ki je sami sicer ne bi zmogli. Zato je uspešnost političnega in vojaškega sodelovanja v Evropski uniji in Zvezi NATO v najbolj elementarnem nacionalnem interesu. Danes živimo v svetu, za katerega se zdi, da ustvarja več varnostnih problemov, kot jih je sposoben sproti reševati. Vzhodneje in južneje od nas so krizna žarišča, ki majejo mednarodni mir in varnost. Soočamo se z novimi varnostnimi izzivi, kot jih v zgodovini še ni bilo. To terja od nas in od naših zaveznikov dvoje. Prvič, proučiti in izkoristiti vse možnosti za mirno rešitev sporov. In drugič, izvesti vse potrebno za učinkovito vojaško pripravljenost. Koliko je v tem smislu danes pripravljena slovenska vojska? Ob lanski uradni seznanitvi z pripravljenostjo slovenske vojske strani ministra za obrambo in načelnika generalštaba sem bil prisiljen oceniti, da je ob obstoječi strukturi, slabih dohodkih vojakov, nespremenjenih nalogah in ob razpoložljivih virih slovenska vojska dosegla najnižjo raven možnosti delovanja. To je bila zelo stroga ocena, vendar je potrebno vzeti resno. Letošnje poročilo pričakujem konec tega meseca. Kolikor lahko sam ocenim, se stvari niso bistveno premaknile na bolje. Jasno je, da smo prišli v položaj, ki od slovenske države terja praktičen in strateški načrt potrebnih posodobitev v obrambnem sistemu glede na današnje in bodoče varnostne izzive za zadostno finančno podlago. Kljub temu, spoštovane pripadnice in pripadniki slovenske vojske, imate v javnosti upravičeno zelo velik ugled. V prvi vrsti gre za trdno prepričanje naših ljudi, da se na svojo vojsko lahko zanesejo in vam zaupajo obrambno varnost naše domovine. Vsi visoko cenimo brezhibno profesionalnost pripadnikov slovenske vojske na misijah v tujini. Posebno pa vam je javnost od srca hvaležna za vašo pomoč pri naravnih in drugih nesrečah. V imenu države in v imenu vseh naših ljudi se vam zahvaljujem za nesebično solidarnost. Slovenija je na svojo vojsko ponosna. Spoštovane pripadnice in pripadniki, sprejmite, prosim, ob vašem prazniku iskrene čestitke. Pripadnice in pripadniki slovenske vojske, za koga? Za Slovenijo! Hvala predsedniku Republike in našemu vrhovnemu poveljniku obrambnih sil. Moški vokalni kvintet Eternum je v Pomurju in tudi širše že uveljavljena zasedba. Njihov repertoar je zelo raznovrsten, lansko 10. obletnico delovanja pa so zaznamovali z izdajo Zgoščenke. Pravijo, da je njihovo poslanstvo preprosto zadovoljiti vsakega poslušalca, ki se rad predaja užitkom dobre glasbe in ljubezni
že v naslednji skladbi Kvintet Eternum in Dan ljubezni. Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki načni, saj sploh ne veš, da so kdaj bili. Vzemi le en dan, ki skrivci vetja na srčno stran. Pozabi ga, nikoli več ne bo. Ko je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, roki dati vse, svetih zame, tega nikdar ne veš. Kaj bi šel, pozam te spet na dan. Naj te upanje ne zapusti, ne zaspi. Ko jutro te zbudi, ljubezni dan. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, roki dati vse, svetih zame, tega nikdar ne veš. Kaj bi šel, pozam te spet na dan. Naj te upanje ne zapusti, ne zaspi. Ko jutro te zbudi, Kvintet Eternum in orkester Slovenske vojske pod vodstvom dirigentke Andreje Šolar. Povišanje očina je eno izmed priznanj, ki ni samo po sebi umevno, temveč posledica številnih prehojenih korakov na zahtevni vojaški karierni poti. Spoštovani, vabim, da se nam pridružijo polkovnik Ernest Anželj, polkovnik Franc Koračin, polkovnik Roman Urbanč in polkovnik Milan Žurman. Povišanja častnikov v skupino najvišjih činov bosta izvedla ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič in načelnik generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, ki ju vabim na oder. Spoštovani, v čin brigadirja so povišani polkovnik Ernest Anželj, polkovnik Franc Koračin, polkovnik Roman Urbanč in polkovnik Milan Žurman, vabljeni na oder. Brigadir Ernest Anželj se je rodil leta 1962 na Ptuju. Teritorialni obrambi Republike Slovenije se je pridružil aprila 1991 kot pripadnik prve generacije v 710. učnem centru. Je aktivno udeleženec vojne za Slovenijo, sodeloval pa je tudi v tako imenovanih pekarskih dogodkih. Brigadir Anželj je začel častniško kariero po koncu šolanja v prvi generaciji šole za častnike. V dosedanji vojaški karieri je opravljal številne odgovorne štabne in poveljniške dolžnosti,
Med drugim je bil poveljnik 72. brigade 17. bataljona vojaške policije, poveljeval slovenskemu kontingentu KFOR na Kosovo ter bil namestnik poveljnika bojne skupine zahodnega dela Kosova. Poleg tega je bil tudi načelnik 2 v GŠSV, načelnik sektorja za vojaške zadeve v Direktoratu za obrambne zadeve, poveljnik takratnega poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ter svetovalec načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Sedaj opravlja dolžnost poveljnika enote za podporo pri Generalštabu Slovenske vojske. Brigadir Ernest Erželj je prejemnik številnih odlikovanj in priznanj tako doma kot tudi v tujini. Brigadir Franc Kuračin se je rodil leta 1966 v Murski Soboti. Vojaško kariero v Teritorialni obrambi Republike Slovenije je začel leta 1989 kot rezervni častnik. Bil je poveljnik protidiverzantskega voda v 73. območnem štabu TO Ljutomer. Z njim je med osamosvojitveno vojno deloval v bojnih aktivnostih v Gornji Radgoni, potem pa se je zaposlil v vodu stalne sestave v Ljutomeru. Veliko izkušenj je pridobil na štabnih in poveljniških dolžnostih na različnih ravneh vodenja in poveljevanja, tudi v mednarodnem okolju kot namestnik poveljnika Evropske brigade. Pod njegovim vodstvom sta se oblikovala 2 bataljona, 172. učni bataljon pehote in 670. poveljniško-logistični bataljon, v katerem je Slovenska vojska dobila transportno četo, prvo enoto, ki je bila oblikovana in afirmirana po NATO-vih standardih. Izkušnje je pridobival tudi na številnih domačih in mednarodnih vajah, sodeloval je pri odpravi posledic poplav in žleda ter deloval na področju civilno-vojaškega sodelovanja. Od leta 2012 je poveljnik 72. brigade Slovenske vojske. Brigadir Roman Urbanc se je rodil leta 1967 v Novem mestu. Vse od svoje zaposlitve v strukturah Slovenske vojske leta 1994 do danes je s svojim zavzetim in strokovnim delom izoblikoval kariero uspešnega in cenjenega častnika.
Z osebnim zgledom, znanjem in vojaškimi izkušnjami je bistveno prispeval k izoblikovanju Slovenske vojske ter njenemu ugledu od osamosvojitvene vojne naprej. Opravljal je več vojaških dolžnosti od poveljnika voda 210. mučnem centru, poveljnika oklepno mehanizirane čete in bataljona, načelnika sektorja za izobraževanje in usposabljanje, namestnika poveljnika prve brigade do načelnika združenega sektorja za operacije. Sodeloval je v različnih delovnih telesih zavezništva in na večjih vajah izven Slovenije, Slovenske vojske. Izkušnje in znanje je pridobival na vojaških dolžnostih v tujini, v Euforju in v belgijskem Monsu, pa tudi na različnih vrstah šolanja. Danes je brigadir Roman Urbanč, poveljnik prve brigade Slovenske vojske. Brigadir Milan Žurman se je rodil leta 1964 v Ljubljani. Strukturam Slovenske vojske se je pridružil leta 1991 kot namestnik poveljnika pehotne čete 57. območnega štaba teritorialne obrambe. Zatem je opravljal dolžnosti pomočnika poveljnika za zaledje, poveljnika baterije zračne obrambe in poveljnika bataljona 9. raketne brigade zračne obrambe. Brigadir Žurman je bil tudi vodja projekta mobilnega raketnega sistema Roland. Vojaške izkušnje je dopolnjeval z dolžnostmi načelnika štaba poveljstva za podporo, načelnika sektorja za uporabno logistiko generalštaba in načelnika sektorja v direktoratu za logistiko, mednarodne izkušnje pa z dolžnostjo načelnika štaba poveljstva NATO v Sarajevu. Od leta 2012 je na dolžnosti poveljnika poveljstva za podporo, ki se je leta 2013 preimenovalo v logistično brigado. Brigadir Milan Žurman je za svoje delo prejel številna domača in tuja odlikovanja. Še enkrat čestitke novim brigadirjem Slovenske vojske. Hvala lepa ministrici za obrambo, hvala lepa načelniku generalštaba za izvedeno ceremonialno dejanje. In predlagam, da tale 4-kratni aplavz tudi tako izvani za 4 nove brigadirje Slovenske vojske. Še kako dobro pa ta pomembni trenutek zaznamuje tudi naslednja glasbena točka v izvedbi orkestra Slovenske vojske pod vodstvom dirigentke Andreje Šolar in z zelo zgovornim naslovom Ponosni nase. Prosim.
glasbenem delu prireditve so se ob bok orkestru Slovenske vojske postavili tudi glasbeniki in glasbenice iz domačega okolja in tako v notah zaznamovali utrip te čudovite pokrajine in dobrih ljudi. Za zaključek pa še enkrat orkester Slovenske vojske. In ena čudovita skladba Slovenija, moja dežela. Orkester Slovenske vojske, dirigentka Andreja Šolar in solist na kitari Gašper Kržmanc v skladbi Anja Goloba Slovenija, moja dežela. Z njihovim nastopom pa bomo tudi končali osrednjo slovesnost ob dnevu Slovenske vojske. Enote, mirno! Za odhod bojnih zastav Slovenske vojske, častni, pozdrav! Nota, mirno! Poleg korakov, naprej!
Zdrav!